Spoštovani gospod predsednik komisije, oba podpredsednika, gospe in gospodje. V veselje mi je, da vas lahko tudi letos pozdravim in nagovorim ob začetku tradicionalnega tedna boja proti korupciji, ki ga tokrat posebej zaznamujete s pričetkom nacionalnega projekta Integriteta – skupni cilj generacij. Korupcija, pomanjkanje zavesti o pomenu integritete in etičnega ravnanja v osnovi ne zavira zgolj gospodarski razvoj, ampak načenja socialno pravičnost in pravno državo. Zajeda se v temelje sistema vrednot, ki oblikujejo naše življenje v skupnosti. Pridružujem se ocenam, da stanje na področju korupcijskih tveganj v Sloveniji kljub nekaterim premikom ni najboljše. In o tem je potrebno spregovoriti javno in odkrito. Teden boja proti korupciji je zato odlična priložnost. Na prvem mestu zaradi izjemnega pomena zaupanja. Zaupanje in vera v prihodnost sta zelo pomembni gonili človeštva. V veliki meri ju še vedno zelo pogrešamo. Ocena med ljudmi, da v Sloveniji kljub nekaterim pozitivnim premikom pri preprečevanju korupcije nismo uspešni, hkrati pomeni, da se poglablja splošno nezaupanje v ustanove politične in pravne države. Zato je ključnega pomena, da kot posamezniki in kot predstavniki institucij storimo vse, kar je v naši moči za ozaveščanje, usposabljanje in izobraževanje za boj proti koruptivnim ravnanjem in za krepitev integritete kot dolgoročne rešitve tega pojava. Integritete, ki jo razumemo kot poštenost, načelnost in pravičnost. Samo na tak način se bo krepilo tudi zaupanje ljudi. Spoštovani gospod predsednik in oba podpredsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Vaša komisija ima pri tem izjemno pomembno poslanstvo in znotraj tega predvsem njeno preventivno delovanje. Veseli me, da je to postalo eno njenih ključnih usmeritev. V tem smislu je projekt Integriteta – skupni cilj generacij nedvoumno korak v pravo smer. Od tega, v kolikšni meri bomo uspeli pri naših otrocih, pri mladih, ki prihajajo za nami, utrditi zavest o pomenu etničnega ravnanja in integritete, o tem, kaj je prav in pošteno, bo odvisno, v kakšni družbi bomo živeli v prihodnje. Na koncu samo mi sami odločamo, kakšno družbo želimo in gradimo. To je zelo velika, pomembna, vendar zagotovo nelahka naloga, približati vrednote etike in integritete mladim na vseh ravneh izobraževanja, od vrtcev do podiplomskega študija, bo zahtevalo veliko aktivnosti in usklajenega delovanja. Napovedano sodelovanje ključnih izobraževalnih institucij pri tem je zagotovo dober obet za uspeh projekta. In ob koncu ponovno poudarim, da je za umestitev Slovenije v krog najrazvitejših držav utrditev zaupanja v pravno državo prav tako pomembno kot uveljavitev demokracije in njen gospodarski razvoj. Pri tem ne gre samo za spoštovanje zakonov. Seveda, ti morajo veljati za vse enako. Gre tudi za oblikovanje pravne in politične kulture, v kateri bo vsak od nas pridobil močan notranji občutek za to, kaj je prav in kaj je narobe. Prizadevanjem vseh v okviru vašega projekta zato izrekam vso podporo in vam iskreno želim uspešno delo.